Letošnji mednarodni program Varnost in mobilnost za vse je pritegnil skoraj 50 šol, kar po 6-letnem premoru pomeni veliko zanimanje za te vsebine pod patronatom novomeškega Revoza. Novo mesto ob žici je na pohod po teh poteh pritegnilo precejšnje število članov različnih organizacij in pohodnikov. Na koncu pa se je na glavnem trgu razvil pravi partizanski miting. Da je Tina Maze vrhunska športnica svetovnega kova, to verjetno vemo vsi doma in tudi po svetu. A da je tudi policistka, jih ve bolj malo. Prav zato so jo bili osnovnošolci na Prevolah izredno veseli. Letošnji teden cvička, eden največjih praznikov dolenjskih vinogradnikov, je za leto dni zaprl svoje vrata. Organizatorji in vinogradniki so s prireditvijo zadovoljni, verjetno pa tudi obiskovalci. Pa si poglejmo. Mednarodni program Varnost in mobilnost za vse poteka v več državah že 11. leto zapored. Od 2002 do 2006 so v njem sodelovali tudi slovenski šolarji, potem je sledil premor do letošnjega leta. Pri nas je njegov nosilec novomeški Revoz, ki je v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost v prometu letos obudil projekt. V letih od 2002 do 2006 je v programu sodelovalo prek 400 slovenskih šol. Program je zasnovala skupina Renault, predvsem z namenom izboljševanja varnosti v prometu, s čimer smo dodali tudi zaradi udejanjanja naše vizije ponujanje trajnostne mobilnosti za vse. Letos so po 6-letnem premoru vnovič izvedli program, saj se jim zdi pomembno, da se otroci vključujejo vanj. Jasno je, da je varnost v prometu tista ena prvih prednostnih nalog, ki jih ima ne samo naša skupina, pač pa si želimo, da bi na tem področju dejansko naredili korak naprej širše v Sloveniji nasploh. Za letošnji projekt se je prijavilo več kot 50 šol, ki so v skupinah do največ 17 učencev pripravile idejne rešitve za varnost v prometu. V začetku šolskega leta so bila pripravljena preventivna gradiva, predvsem za učitelje v smislu, kako naj otroke teoretično povedajo skozi določene teme. Bile so pripravljene 4 teme, vključena tudi mobilnost in pa ekologija, torej poleg varnosti tudi tak trojček, potem s povabilom, da se aktivno vključijo v projekt. Končnih izdelkov je bilo 32. Strokovna komisija je nato izbrala 6 projektov, ki lahko najbolj doprinesejo k večji prometni varnosti. Med 6 finalisti so bile osnovne šole iz Šmartna v Tuhinju, Rovt, Mirna Jarca, Ljubljana, Idrije, Doba in Semiča. Z našega vidika je predvsem, kar je pomembno, je to, da so sodelovali številni otroci, da torej ne gre samo za 5 ali pa 10 otrok in to, da so nastali zares ne samo eden, ampak kar nekaj zelo kvalitetnih projektov, ki zelo upamo, da nekateri bodo zelo kmalu, nekateri pa morda v kakšnem letu, 2 zares ugledali luč sveta. Tako prav gotovo tudi zmagovalni projekt, ki so ga izdelali učenci osnovne šole Mirna Jarca iz Ljubljane. Zavzeli so se za spremembo dvosmerne ulice v enosmerno. Zjutraj je bilo pred šolo zelo veliko hrupa, ko so se starši z avtomobili srečevali, se niso mogli mimo. Dosegli bomo, da bo pred šolo manj hrupa, več parkirnih mest in da bomo otroci bolj varni. Mogli smo veliko delati, pa se domisliti, tudi pa pogovorili smo se z tistimi iz uprave pa vse. Ko smo se seznanili s tem projektom, je bil velik motiv in motivacija vsekakor nagrada. Pa tudi sicer nas je tema zanimala. Učenci so sodelovali 7 učencev, kar preko vseh mesecev so zelo zavzeto delali, so bili zelo aktivni, motivirani, tako da smo z delom zelo zadovoljni. Medtem ko so si zmagovalci prislužili odhod na sklepno prireditev Disneyland v Pariz, so drugi udeleženci v programu, torej preostalih 5 šol, prejeli 500 €, med njimi tudi semiška šola. Veseli smo in trudili smo se,
Raziskovali smo, kako naj bi popravili nepregledno in nevarno postajališče, šolsko postajališče. Kriteriji pri ocenjevanju projektov posameznih šol so bili sicer izvirnost, uresničljivost zamisli, vključevanje drugih organizacij in posameznikov ter dejanski prispevek k večji prometni varnosti in manjšim vplivom na okolje. Približno 150 ljudi se je 12. maja odpravilo na 13 km dolgo pot Novo mesto v Žici, ki so jo začrtali lani, tokrat pa so Novomeški zavod za turizem, Agencija za šport Veterani 91, Veteransko združenje Sever in Organizacija slovenskih častnikov povabili na prvi množičen organiziran pohod po tej trasi. Sklenili so ga na glavnem trgu s partizanskim mitingom pod naslovom Pojmo pesem o svobodi. Občinsko združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto, občina, Zavod za turizem, Agencija za šport ter krajevne organizacije borcev za vrednote NOB so prireditev, ki je združevala pohod in miting, pripravili nekaj dni po 67. obletnici osvoboditve Novega mesta. Ker je bilo mesto do osvoboditve obdano žico, so ob tej priložnosti najprej pripravili spominski pohod po poti v Žici. To je v bistvu pot, ki približno poteka po tistem delu, ker so bile med vojnem ovire oziroma žične minske ovire, bunkeri, skratka, ker je bilo mesto ločeno od okolice. Udeležba v takem pohodu pomeni, da so korenine slovenskega ljudstva še vedno v uporu in da smo vedno bili pripravljeni braniti ta naš košček svete slovenske zemlje, ne glede, a se je to dogajalo v letih 41, 45 ali 91, pa tudi v bodoče. Pot je dejansko spomenik. Je pot, pohodna pot objetega mesta, objetega v Žici, v bunkerjih, v času narodnega boja. Je prav gotovo ponos Novo mesta, res heroja v tem smislu. Toliko padlih v Novo mesto 1800, samo mesto 230. To ni majhna stvar. In prav gotovo spomin na vse te žrtve, na vse te dogodke sodi, da mi danes hodimo po tej poti. Pot je bila precej zahtevna, saj so udeleženci zanjo potrebovali povprečno 3 ure. Pot je potekala od gostišča na Loki, kjer smo se zjutraj okoli 8 ure zbrali, ob naši dolenjski lepotici Krki, nato smo zavili proti Muhaberju, Potočni vasi, krožišče v Bučni vasi, naredili po Andrijaničevi oziroma Levičnikovi cesti in se zbrali tukaj na Novem trgu. Pot ima poleg spominske še eno dodatno vrednost. Imamo turistično pot v Novem mestu, z njo ohranjamo spomin na težke, a vendarle slavne čase našega dolenjskega človeka. Jaz osebno kot Zavod za turizem sem na to ponosen. Prepričan sem, da bo pot živela naprej. Prepričan sem tudi, da bo Agencija za šport prevzela to pot kot svojo in tu prirejala različne manifestacije športnega in rekreativnega značaja. Najstarejša udeleženka pohoda je bila 88-letna Marija Zupančič Micka, ki je tokrat prehodila pot že 25-tič. To sem se zavzela, ker sem prej v Ljubljano hodila, zdaj kaj pa tukaj hodim. Zupančičeva se še dobro spominja dogodkov iz časa vojne. Jaz sem bila pregnana med vojno, 42. leta so nam vse požgali, ker se oče ni javil. Ampak sem zgubila očeta, brata in sestro v partizanih. Po vojni sem bila še tako lačna, ker smo samo za delavce delali. Zupančičeva se je z drugimi pohodniki udeležila tudi mitinga na glavnem trgu, kjer so simbolno prizorili vkorakanje partizanskih čet v dolenjsko prestolnico 8. maja 1945. In mislim, da je prav, da se spominjamo teh dogodkov, kajti takrat vemo, da so bili kruti časi in takrat so se kovali temelji za bodoči razvoj naše domovine. In vkolikor bojo Novomeščani sprejeli to pot za svojo, bo ta spominjana za vedno na te dogodke izpred 70 let.
Zelo dobro pa te pomni osrednji govornik na prireditvi Bogdan Osolnik, častni meščan Novega mesta, eden od tistih novomeščanov, ki so doživeli vojno, okupacijo mesta in nato bili v središču upora. Jaz sem bil takrat star že 20 let. Moj brat Marjan je bil pa star 14 let, ko je šel v partizane. Ampak v partizane so šli tudi starejši ljudje in vse mlado in staro, ne glede na leta, ne glede na družbeni položaj, so se udeležili boja proti okupatorjem. Miting je pomemben za ohranjanje spomina, meni Osolnik. Ker na sam dan osvoboditve nisem bil v tem delu Slovenije, ampak sem bil pri osvoboditvi Maribora. In tam sem z Mariborčani doživel svobodo in sem celo imel to čast, da sem z mariborskega Rotovža pozdravil Mariborčane in jim čestital za svobodo. Seveda, moje misli so bile pa tudi v Novem mestu, tukaj, kjer je živela moja družina, moji starši, moj brat, za katere še nisem vedel, kakšna usoda jih je doletela pred koncem vojne. Miting so sicer posvetili tudi zmagi nad nacizmom in fašizmom, dnevu Evrope in mesecu mladosti. Na osnovni šoli Prevole so se v okviru tehniškega dneva predstavljali policisti iz Dolenjskih Toplic. Tamkajšnje osnovnošolce pa je ob tej priložnosti obiskala tudi vrhunska slovenska športnica Tina Maze, ki je sicer zaposlena v policiji. Najboljša slovenska smučarka je prevoljske učence navdušila. Všeč mi je bilo, da se je čas vzela za nas, pa dobro je povedala, kaj o karieri pa o življenju mnenjem. Ja, da moraš biti v športu predvsem vztrajen, če hočeš kaj doseči, in da v bistvu moraš biti res previden, pač glede teh poškodb, da lahko nadaljuješ svojo kariero. Pa všeč mi je tudi njen moto, da bodi to, kar si, ne to, kar si tudi drugi želijo, in to mi je fajn bilo všeč. Otroci v bistvu že od trenutka, ko so prejeli informacijo, da prije, so zelo nestrpno pričakovali, kdaj bodo lahko videli, in so imeli pač priložnosti jo videti na 4 oči, se z njo pogovoriti. Na koncu jim tudi razdelila svoje spominske fotografije s podpisom, tako da eno veliko doživetje za otroke. Tina Maze se je šolarjem predstavila predvsem kot vrhunska športnica, predstavljala pa je tudi delo policije, saj so del te tudi športniki. Dopust sem si privoščila takoj po sezoni, v bistvu aprila, tako da zdaj že kar sem začela trenirati, kar se tiče kondicije. Pridružim se policiji, ne vem, drugačne obveznosti za sponzorje še imam in to pač je del moje službe, je tudi lepo in mi je bilo prijetno dan se družiti s temi otroci tukaj. Priprave imamo že planirane, v bistvu je program že sestavljen. Bomo šli verjetno spet v Južno Ameriko, v Čile in v Argentino, pa še prej na kakšen ledenik. Drugače pa je prioriteta zdaj kondicijska priprava. Skratka, čim bolj se pripravi, da lahko potem razbijamo kole. Njeni cilji v novi sezoni so visoki. Osvojiti enega izmed kristalnih globusov. Jaz verjamem, da je to mogoče majhno nadgradnjo tega, kar smo delali do zdaj, ampak krivulja gre vedno navzgor, tako da sem precej optimističnega, kar se tega tiče. In njeno sporočilo mladim? Moje sporočilo je to, da uživajo, če uživajo v športu, naj uživajo v športu, če jih veseli kaj drugega, naj se ne zabijajo v nekaj stvar, ki jim ni na kožo mogoče, ker potem na koncu stvari postane pretežke. Če pa vse skupaj nekako gre, da ni pretrdo, pa jih spodbujam, da sledijo svojim ciljem. V določenih trenutkih morajo tudi seveda zobe stisniti, ni vedno vse lahko, ampak
jim želim, da sledijo svojim željam, ciljem, če so to športni, če ne, potem se vse stvari nekako odvijajo same od sebe, če sledimo svojim željam. V policiji je zaposlenih 27 vrhunskih športnikov. Športnike sicer poleg notranjega zaposlujeta še obrambno in finančno ministrstvo. In v bistvu v prvi vrsti je to neka finančna podpora vsem športnikom, da lahko nemoteno trenirajo, da se lahko nekako preživijo, ker vsi športi niso na nivoju, da bi se sponzorji dovolj zanimali za njih. Tako da naloge teh športnikov so za nas, policijo, mi jih nekako poskušamo izkoristiti kot v promocijske namene, da se udeležujemo različnih prireditev, torej športnih prireditev ali pa prireditev na šoli, tudi mednarodnih kakšnih, tako da na tak način. Glavni namen tehničnega dne na šoli v Prevoljah je bil sicer predstavitev dela policije. Kot vsako leto so tudi letos v gosteh prišli policisti iz Dolenjskih Toplic. Ker zelo lepo sodelujemo in tudi naj se naši učenci čim bolj pripravijo, ker tle smo v odročnem, ni takih problemov, pa se naj za naprej, ker grejo pa v Ljubljane, v večje mesta, da bojo vedeli, kako se ravnati. Povezovanje je en korak naprej pri samem delu policije. In jaz mislim, da je to neka dobra nadgradnja tudi, da lokalna skupnost vidi in spoznava policijo, pa policiste, ki se gibljajo med njimi. Otroci so se tako seznanili s poklicom policista in njegovimi nalogami. Na ta način bo mogoče kdo izmed njih za svojo poklicno pot ubral prav to smer. Letošnji praznik cvička v dolenjski prestolnici je za nami. 2 dni je bilo v Novem mestu zopet obarvano rdeče v počastitev tega vinskega posebneža, ki iz leta v leto pridobiva na veljavi in številu ljubiteljev. Z nazivom Kralja cvička se je tokrat okitil Franc Tomše iz Globočic, čigar cviček je prejel ceno 16,43. Bom rekel, na nek način sem jaz zadovoljen, družina, naše društvo, naša občina, ker sem kralj na teh področjih prvi. Biti kralj cvička, bom rekel, da boš to planiral, ne moreš. Se pravi, ker je zadnjih, lahko rečem 15 let, je kvaliteta cvička na Dolenjskem se toliko izostrila, tako da je kandidatov za kralja kar veliko. Da se pa stvari poklopijo, da je vino glih ta prav cajt zrelo, da je ta harmoničnost pri cvičku, razmerje kislin, alkohola, arom, glih v dodanem trenutku tista optimalna, moraš pa tudi malenko sreče imeti. To je velika priložnost tudi za njihovo turistično kmetijo pri Martinovih, ki ima že več kot 200-letno tradicijo. Se pravi, rad bi na nek način promoviral, se pravi, cviček, tudi našo kmetijo. Predvsem se mi zdi, da je treba napraviti na kulturi pitja pri mladih. Mladina se mogoče premalo obrača k vinu, se pravi, na pozitiven način, se pravi, kulturno pitje, uživanje v vinu. Letošnja cvičkova princesa pa je Tjaša Metelko, sicer članica vinogradnikov Studenec. Se mi zdi, da zaenkrat še ne dojemam, ampak prihaja počasi do mene, kar zelo vznemirljivi. Wow, kar ne morem verjeti. Seveda pa je naziv cvičkove princese s sabo prinesel tudi nekatere obveznosti. Ja, jaz se bom trudila sloves cvička širiti po vseh najboljših močeh, kar lahko, da bo cviček res znan po svetu, po Sloveniji in po svetu, kako dobro vino je, kako veliko truda je za tako dobro vino in kako smo tudi Dolenjci fajn in pošten ljudje. Podeljen pa je bil še en naziv, in sicer tisti za ambasadorja cvička, ki je šel v roke Jožetu Frelihu. To je pa, se reče, nevidženo. Ste zveli, koliko ljudi je bilo danes? Jaz sem jih tam dol spremljal, ko so vsi med mene. Mi smo na meji, mi nismo v neki idealni vinogradniški legi. Mi smo že kar tako
No, recimo Južna Dolenjska je malo bolj, naša je pa čist na meji in zmeraj manjka malo sonca. Zato imamo tudi več kislin, ne? Ker ima dobre in slabe strani, ne? Svojevrsten presežek tedna cvička pa je bila povorka vinogradniških društev. Ta teden cvička je pa hkrati promocija turizma na Dolenjskem. Dolenjska nekje, rekel srce te vinogradniške pokrajine skupaj z Belo krajino in tudi s Posavjem je ena izmed zelo, rekel, slovenskih pomembnih pokrajin vinogradnikov. Naše vinogradniško društvo Sevnica Boštanj se udeležuje zaradi dobrih vin, pridelkov in zelo kvalitetnega pridelka. Imamo kar dosti tega na zalogi, pač vino je tako, bolj ne gre v prodajo, pa zakoni in to. Naše društvo se udeležuje redno tega, zato ker hoče promovirati naš cviček, ker mislim, da smo Dolenjci znani, dosti sam ne znamo tega še dosti držati in mislim, da je to tam naša prihodnost našega turizma in vsega kmetijstva, ker mislim, s tem si bomo mogli znati vsi pomagati v nadaljnih časih. Naše društvo je društvo vinogradnikov Šentrupert, ki se udeležujemo te prireditve že do vsega začetka, saj so bili iz našega društva ustanovni člani pred 40 leti. Zato tudi naše društvo letos praznuje tudi 40-letnico. Sicer pa so o letini 2011 govorili le in izključno v presežkih. Tudi letos moram reči, da je bilo zelo dobra letina, mislim 2011, ker je bila zelo velika stopnja sladkorja. Je pa res, da je bilo kitarjenje težje, ker je kvalitetnejše vina. Tako da smo mogli biti vinogradniki zelo pozorni kvaliteti, kajti kdor ni kletaril dober, ni tudi ima dober pridelek. Ker tako pravi je, kadar je slabla leta, tako nam je Bog dal. Kadar je podobna leta, tako smo pa vinogradniki pridelali. Mislim, da take letine ne več. Letošnja letna je bila vrhunska in upam, da bo še kakšna tako dobra, ki je bila ta. Odlično. Seveda, nekaj je dalo narava, večji del je dala narava, svoje je naredila, da je vinski letnik res izjemen. Druga stvar, kar je pomembna, je pa tukaj znanje, kletarsko znanje, merna roka vinogradnikov, vinarjev in to se pozna skozi 40 let stalnega izobraževanja, znajo vinogradniki iz take dobre letine pridelati vrhunsko kapljico. In to je dokaz tukaj in to se bo dalo probati, pokušati na letošnjem 40. tednu cvička. Vemo, letos je bilo kar 40 predikatov, najvišje 3 ocene so presegli oceno 19 točk in pol preko, torej pomeni, da so res letnik je bil izjemen, prav tako pa tudi letniki, ki so bili nekoliko starejši, predvsem pri teh predikatih. Zelo pomembno vlogo pa ima teden cvička tudi pri promociji Novega mesta in vina samega. Tudi cvičkarija pripomore k oživitvi našega mesta in danes, ko praznujemo 40. obletnico, je pa še posebno pomembna. Je označena tudi z mednarodno udeležbo, kajti nas so obiskali tudi prijatelji iz Torunja, pobratnega mesta in številni župani iz naše okolice in smatram, da s te tradicijo moramo nadaljevati, kajti le tako bo Novo mesto živelo naprej. Zagotovo je povezovanje vinogradnikov in vinogradnic naredilo najprej to, da se je v 20 letih kvaliteta slovenskih vin bistveno izboljšala. Sam mislim, da je to eno od največjih napredkov v Sloveniji. Zgradila se je vinska kultura, kar je zelo pomembno, da v vino znamo uživati in da se tudi pije dobro vino. In zagotovo so tudi takšne prireditve, kot je nocojšnja, bilo jih je že 39 doslej, nocojšnja 40, samo potrditev tega, kako se znajo pridelovalci cvička odlično organizirati. Prireditve, kot je ta, po Sloveniji uvrščajo vedno više na zemljevidu vinskih dežel. Glejte, Slovenija proizvede približno 100 milijonov litrov vina. Slovenci smo tudi zelo dobri pivci vina. Spijemo okoli 40 litrov vina na leto. V tem rangu so še vinske dežele, kot sta Italija in pa Francija. Sicer pa smo znani po tem, da imamo na zelo majhnem prostoru kar 3 tipe vin. Eno so vina, ki so in 3 vinorodne dežele. Tokrat pa je sobotno dogajanje popestrila tudi študentska cvičkarija na Novem trgu.
Cenjeni gledalke in gledalci, lepa hvala, če ste bili tudi tokrat z nami in seveda velja vabilo, da se ponovno vidimo čez 14 dni, ko bodo na sporedu nove vsebine Dolenjskega obzornika.